Ste ljubitelice in ljubitelji stripov, ali boste to še postali, potem boste zdaj sami rekli you got it, ker dogodek, na katerega vas bomo zdaj povabili na Totem Radiu, je dejansko za ljubitelice in ljubitelje stripov za prste polizati. V petek in v soboto, torej 6. in 7. marca, bo v Kulturnem inkubatorju en pravi festival stripa. Gre za dvodnevni dogodek, dvodnevni program, ki ga MKC Maribor pripravlja v sodelovanju z društvom Stripoholik. In zdaj imamo odlična dva pogovorna gosta z nami v tem studiu. Lep pozdrav, Lina Valant-Čičanovič iz MKC-a, koordinatorica Maribor Komik Festivala. Lep pozdrav, Lina. Lep pozdrav. In lep pozdrav, Boštjan Večko iz društva Stripoholik, sicer je Boštjan tudi lastnik striparne Oblaček v Celju. Pozdravljeni. Tudi vam lep pozdrav in vsem vašim poslušalcem. Tako, pred nami torej zdaj res smo čisto na pragu tega dvodnevnega odličnega dogodka in ko pogledamo pravzaprav vse dogodke, vse delavnice, vse pogovore, ki se bodo zvrstili, je najboljše, da kar začnemo in tiste glavne točke na nek način povemo in seveda povabimo poslušalke in poslušalce, da so obvezno zraven. Pa morda preden gremo na program, zakaj je strip tako zanimiv, zakaj privablja takšne velike množice pravzaprav po vsem svetu. Danes, ko smo na nek način v eni zelo digitalni dobi, ampak strip pa ima tisti pravi feeling, ne? Sploh, če je na roke risan, če ni digitalen, če ga lahko povonjamo, ga vzamemo v roke, ne? To je bistvo stripa, ne? To pomeni kombinacija risanega in pisanega. To pomeni risane pasice in zgodbe v oblačkih. To je bistvo stripa. Tako, in pravzaprav naša generacija je še kar lepo zrasla ob tem, kako je danes z mladimi. Je veliko mladih še vedno med ljubitelji tega pravega, nedigitalnega stripa? Bom rekel tako, po mojih večletnih izkušnjah je tako, da za vsako generacijo se je osip, na žalost. Ja. In tudi to, da je mogoče te mlajše generacije so se zdaj mogoče malo bolj fokusirale na ta japonski anime pop kulturo, to pomeni avtomatično preidejo na mango, ne? To pomeni japonski strip, ne? Tega je zdaj več pri mlajših generacij, s tem, da starejše generacije smo še zmerom na tisti klasiki od Mustera Alan Forda do Bonelljevih junakov, veliki Black Zagor, to, da se kar naprej ne ponavljam, ne? Tako, dobro, torej absolutno moramo apelirati zdaj tudi v tem pogovoru na mlade, ne, da naj pridejo, da začutijo torej tisti ta pravi avtohtoni strip tudi v letu 2026. Pripravili ste res izjemen program, Lina Valant-Čičanovič iz MKC-a. Kaj nas torej čaka v teh 2 dneh? Kaj moramo izpostaviti? V bistvu je vse tako pomembno, da skoraj izpostaviti ne gre. Je pa seveda od petka do 10. do 19. in v soboto od 10. do 20. Po moje bo najbolj privlačno za vse tudi sejem, ki se bo odvijal na ulici. Okay. Bodo lahko obiskovalci ali pa mimoidoči tudi kaj kupili. Bodo tudi rabljene stvari, ne, za kar je poskrbel Oblaček. Predvsem pa mislim, da je najbolj privlačno, da so najbolj privlačni gostje, ne? Torej avtorji svojih del. Ja. Torej Maša Ogrizek, ki pride predstavljati Ribo na suhem, Ivan Mitrevski, ki bo ob njej in bo potem imel tudi delavnico. Potem imamo Istok Sitar, potem imamo tudi internacionalne goste iz Hrvaške, torej Igorja Kordeja in Štefa Bartoliča. Ne smemo pozabiti na Denisa Polanca, Izar Lunaček, Vojko Volavšek, Simon Sanda, Matjaž Bertolcelj in še drugi. No. Spravi zveneča imena, ne, iz tega sveta, zagotovo. Je pa zveneče ime, definitivno, ki ga vsi poznamo, tudi Popaj, ne? In Popaj bo, če se ne motim, ena od glavnih tem. Ja, to se prične že ob otvoritvi, jutri ob 10. Tako, ja. To pomeni jaz in naš član Bojan so se malo bolj fokusirala za to priložnost v Popaja, v zgodovino njegovega nastanka. Je zelo zanimiv. Popaj bo star kmalu 100 let. 100 let
in bomo jutri ob otvoritvi bomo imeli predstavitev, tako da vabim vse poslušalce tega radia, Ja. Da se po možnosti oglasijo, ker jim ne bo žal. Odlično. Zdaj, Popaj je tudi po 100 letih precej močen fant, ne? Še vedno ima rad špinačo in pa svojo olivo in še vedno je znan po tem, da zna roke polagati. Ne? In eno tako tekmovanje tudi pripravljate. Ja, Kdaj bo to? Torej- Se je treba prijaviti ali na kak način smo lahko zraven? to je v soboto, Ja. 13:30, to so torej polaganje rok. Jejte špinačo in pridite. Ja, naš kolega Matej Regent je zelo močen v tem. On bi Poglej to, komot bil. ja, On je naš radijski Popaj, ne, kar se tega tiče. Tako da, Matej, prosim, v soboto 13:30. 13:30, ok, od danes naprej jem še samo špinačo. Absolutno. Okay. Skratka, še en takšen res zanimiv dogodek. 100 let smo rekli Popaj, ne? 60 let pa praznuje Zvitorepec. To je 60 let, ob tej priložnosti je tednika Zvitorepec. Tednika Ja, Zvitorepec. časopisni tednik je bil Okej, to v 60 letih in zdaj praznuje 60 let. Bo priložnostna razstava zraven, pa Iztok Siter, ki je striparski teoretik, zgodovinar, bo te zadeve zelo dobro razložil na svojem na tem pogovoru. No. Ja, zdaj rekli smo, da bo tudi sejem, ne? Se pravi, dalo se bo tudi kupiti kaj zanimivega. Imamo tu potem, ne vem, tudi kakšne primerke, recimo, ki kako zelo visoko ceno dosežejo, ali kako je s tem, so cene tu bolj simbolične, kako ste striparji s tem? Ja, zdaj ob tej priložnosti verjetno ne bomo nosili zraven, vsaj ti starejši striparji oziroma člani stripoholikov, ki bojo prišli, ne? Ja. Ne vem, mogoče jih bom še danes en malo spodbudil, da še kdo vzame kakšno res vredno starino zraven. Kaj bi recimo bilo nekaj takega vrednega, da si predstavljamo, recimo kateri strip ali pa iz katerega leta recimo? Ja, poglejte, vrednost že imajo Mustrovi ti prvi izvodi iz 50-ih, 60-ih, ne? Ja. Kar se tiče Slovenije. Ne? Kar se tiče bivše Juge, ker smo vsi večinoma takih letnikov, so to pa mogoče tisti tudi izvodi iz konca 60-ih, mi se pogovarjamo zdaj o Zagorju, o Boneljevih junakih, ne, ki so izhajali tudi na kioskih, ti že imajo tudi zdaj visoko vrednost. Ne. Nimamo, mislim, da kolikor mi je znano, noben od naših striparjev nima kakšnega Batmana iz 39, ko bi bil vreden milijone, tega ne bo, ne? Okay. Ampak drugače pa... Ampak govorimo potem o milijonih dejansko, ne? v takih ekstremnih primerih, skratka, o takih biserih, da rečemo. Ne? Tudi. Ja. Fino. Ok, nekaj glasbe si privoščimo. Maribor Comic Fest 2026 v petek in v soboto 6. in 7. marca, torej v Kulturnem inkubatorju tukaj v Mariboru, pravi festival stripa. Lina in Boštjan pa v nadaljevanju povesta še kakšno zanimivost. Vsi se že veselimo in to moramo zapovedati prvega Maribor Comic Festa, ne? Tokrat torej z letnico 2026. Lina Valančičanovič iz MKC, koordinatorica Maribor Comic Festivala je z nami in pa Boštjan Večko iz društva Stripoholik, sicer tudi lastnik striparne Oblaček v Celju. V Celju moram reči, ne, ste sicer že nekaj let kar pridni pri organiziranju takih festivalov, v Mariboru pa bo to zdaj prvi. To sta se vidva srečala, pa sta rekla, ok, zdaj pa v Maribor tudi mora priti en festival stripov. Ja, to je bila od nekdaj želja. Res je, da sodelujemo že zdaj več kot leto pa pol, ker je vsako prvo soboto v mesecu, torej na Koroški cesti 18, ker ima MKC prostore, torej Kulturni inkubator, je striparski sejem. Ne, kjer Boštjan pripelje tudi še kakšne avtorje, vedno so dobrodošli za klepete, za pogovore, za izmenjave mnenj, tako da... Fino, da vemo, ne? Vsako prvo soboto v mesecu torej ste vabljeni, še posebej pa zdaj v naslednjih 2 dneh, torej v petek in pa v soboto, ko bo, kot smo rekli, dogajanje pravzaprav celodnevno, ne? Od 10 do poldne pa do večera v Kulturnem inkubatorju in kar je seveda tudi pomembno, ena taka stvar bo cosplay, ne? To nas tudi čaka. Kaj Boštjan lahko tu povemo? Takole je, naročili smo kar nekaj takih veselih, prefriganih cosplayerk in cosplayerjev.
različnih, bom rekel, pač predstavljajo različne like. Ne? Ja. Oni se bodo sprehajali malo okrog, pocukali za rokav koga tudi na sami ulici, ne? Okay. Da se bojo ljudje še toliko bolj z veseljem v bistvu se ustavili in prišli pogledati, kaj se ponuja, kaj je bistvo tega dogodka. Ne? Konkretno kakšnega lahko izdamo? Lahko. Sicer nam pride iz Zagreba, Ja. Mi ga že imamo v Celju, smo ga že imeli 2 leti, tudi to leto pride in pride tudi v Maribor. Daniel je, ki se preoblači v Karamba Čikota, to je ta kolega, starejša generacija bo vedela, tega kompanjona od Velikega Zagorja. Pa se pa kar naenkrat gre za vogal, pa pride kot Batman. Ne? Wow. Ampak pol ima še ima zraven to zvočno, ima v bistvu to zvočno postajo s temi efekti. Ne? In je tako zanimiv. Lansko leto je bil v Celju ta glavna zvezda in bo zdaj tudi, sem siguren, da bo tudi v Mariboru. Ne? Vrhunsko, kdaj ga lahko pričakujemo? Že jutri, tekom dneva. Okay, se pravi, najboljše, da ste čim več na Comic Festu tokrat in potem boste ga zagotovo tudi ujeli, pa še koga zraven. Ne pustimo se presenetiti, kaj vse se še vmes zgodi in kdo seveda še pride. Matej si je pripravil tudi kakšno zanimivo vprašanje. Stripe imam res rad. Vem, povej. Mogoče za začetek, kateri je bil prvi strip, ki ste ga prebrali? Boštjan. Jaz sem iz tiste generacije, ko smo v torkih čakali na Miki Miško, pa v petkih na Politik in Zabavnik. Jaz tudi. In tam so bili stripi not. Bom rekel, če pogledamo zdaj nazaj, teh 35-40 let, so noter bili stripi, ki jih ne bo nikdar več v slovenščino prevedenih. Tako da, če te Politike in Zabavnike, tudi če jih še imate kje na svojem podstrešju ali pa kleti, najdete, ne jih stran metati. To ima eno sentimentalno vrednost. Hočem pa povedati, Grozni, Hogar, Mornar Popaj, Miki Miška, vse to so stripi že bili tudi za nas 10-letne pubece, ne? In punce isto. Ne? Hogar, Grozni. Ja, točno. Bravo. Dobro, ne? Ok, fino. Mogoče pa gremo zdaj v sedanjost. Kateri stripi pa so zdaj najbolj popularni v tem trenutku? Mogoče kaj priporočate? Še zmerom kraljujejo, bom rekel, Miki Mustrova Zlata trojica, kar se tiče Slovenije, potem je pa, kar je pa širše, sta pa Asterix, to pomeni francosko-belgijska šola stripa, Alan Ford, to pomeni italijanski, ki smo ga posebili in je še zdaj junak tudi naših prostorov, ne? Potem pa gre vse, za mlajšo generacijo so ti animejski, japonski junaki, ne, ki izvirajo recimo iz risank, ne, pa drugače, tega res, ta svet je tako velik, tako obširen, da bi lahko bili tule eno leto se pogovarjali kar naprej. Recimo klasiki, Batman, Spider-Man, Marvel in to. Lepo, da si me opozoril. Smo tudi, res je klasični, ti ameriški superjunaki imajo tudi svojo, je velik del striparjev je tudi ljubiteljev teh junakov, ne. Mi nismo nobena izjema, tudi jutri in v soboto bo te ponudbe na sejmu dovolj, ne? Da bo lahko vsakdo si izbral nekaj zase tudi iz tega področja. Ne? Evo, fino. Čakam. Vse, kaj moramo zdaj še povedati, Lira, kje lahko najdejo še več informacij poslušalke in poslušalci o samem dogajanju, o urniku dogodkov? Vedno najprej na naših socialnih omrežjih, na naši spletni strani, torej MKC Maribor, tudi če grejo peš skozi mesto, torej na Koroški cesti 18, imamo vse posod objavljeno, tudi digitalno, tako da v bistvu predvsem spletne stvari. Srečno!
Maribor Comic Festu 2026. Prvi bo in naj postane tradicionalen. Dobro, tako bomo rekli. In seveda vabilo vsem, Lina Valančičanovič, Boštjan Večko, hvala lepa, da sta bila naša gosta v tem studiu, vedno dobrodošla. Če ne prej, pred drugim Comic Festom se spet dobimo, dobro? Veselim. Hvala lepa. Lepo zdrav.